Pred današnjo sejo vlade sem opravila oceno situacije glede ameriških letal za oskrbo z gorivom med letom. Smo sredi poletne sezone. 100.000 letalskih vozovnic so kupili izraelski državljani, ki načrtujejo potovanja in uživanje na svojih poletnih počitnicah. Obljubili smo, da bodo ti leti izvedeni in da zaradi ameriških letal za oskrbo z gorivom ne bo preklicana niti ena vozovnica. Zato sem naročila letališki upravi, naj ne dovoli pristanka več letal za oskrbo z gorivom, kot je bilo dogovorjeno. Poleg 20 letal, ki bodo nameščena na letališču Ben Gurion, bodo preostala letala nameščena na bazah izraelskih letalskih sil. Zahvaljujem se našim ameriškim partnerjem za sodelovanje in za naše skupne operativne dejavnosti. Skupaj bomo premagali terorizem. Studio AI24 varnostni analitik Jako Vlab in Mark Regev, o moj bog, oprostite, Mark Regav, živjo, oprostite za to. Pravkar smo slišali Marka Regeva, zdi se, da gre za dvojno situacijo glede letal. Obstaja varnostni del in potem še potovanje. Je to res velik problem? Vsa ta letala samo blokirajo prostor in površine, ki jih letalske družbe potrebujejo za uporabo potnikov. Mislim, da je to problem, ki bi lahko obstajal, vendar je bil že rešen. Če smo slišali, da je ministrica za promet povedala, da so sklenili dogovor, po katerem bodo vsa odvečna letala premeščena na vojaške baze, da bi omogočili normalen promet na in iz letališča Ben Gurion, kar so dobre novice. Druge dobre novice, za katere mislim, da so resnično pomembna zgodba, so, da smo v zadnjih 6 dneh videli napade iz Irana po vsej regiji, čez Perzijski zaliv, v Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo, Katar, Bahrajn in Jordanijo. Ampak ugani kaj? Nobenega napada proti Izraelu. In to ni zato, ker bi nas imeli radi. Mislim, da je to primer, kako deluje izraelsko odvračanje. Vedo razumejo, da če izstrelijo rakete na Izrael, bodo dobili silovit, nesorazmeren odziv Izraela. In zaradi tega so Izraelci danes varni in živijo normalno. Tako, ampak hkrati, kot sem rekla, to drži, vendar se lahko hkrati karkoli spremeni v vsakem trenutku. Ali tudi Iran igra to vrstno nevarno igro, saj ve, da le smeti predaleč, ker bi potem lahko sledil močnejši odziv ZDA? Prepričan sem, da Iranci preračunavajo svoje poteze. Resnica pa je, da so Iranci lahko iracionalni akteri in bi lahko izstrelili že jutri. In prav imaš, ko praviš, da to, kar sem rekel, drži do zdaj. Bodimo iskreni, to traja že več kot dan ali dva. Izstrelili so nešteto raket v države v zalivu in v državo, ki je blizu izraelske meje, Jordanijo, ne pa v Izrael. To ni naključje. Mislim, da dobro razumejo, da bi izraelska vlada vsak napad na Izrael, tudi če bi nam uspelo sestreliti rakete in nihče v Izraelu ne bi bil poškodovan, videla kot napad. Ampak bi to videla kot dejanje, ki bi nam omogočilo, da odgovorimo odločno in udarimo po ciljih, visokovrednih ciljih v Iranu, na katere samo čakamo, da jih udarimo. Dali bi nam izgovor, da gremo in naredimo, kar želimo narediti. Ja, Jakob, želiš kaj povedati o tem? Nimam dvoma, da tisti, ki morajo posodabljati seznam cilje v izraelskih letalskih silah, to počnejo 24 ur na dan. In da bi, če bi Iranci poskušali vleči nas v konflikt, če bi naredili to napačno oceno, potem bi Izrael napadel cilje, ki jih doslej še ni napadel. Stvari, ki lahko resnično spodkopljajo stabilnost tega režima v energetskem sektorju, v infrastrukturi, v gospodarskem sektorju. Vse to je seveda povezano z IRGC, hkrati pa deluje tudi kot stebri iranskega režima. In mislim, veste, slišali smo izraelske uradnike, ki so prek medijev povedali točno to, kar pravi Mark. Opozarjajo Iran, da če bo še enkrat izstrelil. Iz kakršnega koli razloga, naj bo to zaradi Libanona ali ker želi razširiti konflikt v zalivu, ni več nobenih zagotovil glede izraelskega odziva. To ne bo le še en krog. Izrael bo to izkoristil kot priložnost, da udari po sami stabilnosti režima. Mislim, da so Iranci to razumeli. Ne bi rekel, da so odvrnjeni, ker mislim, da je to preprosto preveč samozavestna ocena iranskega odločanja. Vsekakor so sposobni narediti izračune in se odločiti, kaj je v njihovem interesu in kaj ni. Če temu rečemo odvračanje, potem v redu. Ampak če lahko že jutri obrnejo ploščo in izstrelijo rakete na nas, jaz ne verjamem v odvračanje, ko gre za džihadiste. Mislim, da jih v resnici nikoli ni mogoče zares odvrniti. Samo preračunavajo, kaj bolje spodbuja njihove cilje. In trenutno si Iranci želijo ohraniti svoj režim
in zadržati izraelski vojaški pritisk. Tako, in to je moje stališče glede tega. Na koncu dneva, kar vidimo, kar dejansko vidimo, je, da se Američani in Iranci borijo v konfliktu nizke intenzivnosti s preračunanim igranjem na robu glede prihodnosti Hormuške ožine. Ker so junija prejšnjega meseca v Pakistanu podpisali memorandum o nesporazumu in ga vsak razlaga na zelo drugačen način glede prihodnosti ožine. Američani so to razložili tako, da lahko preusmerijo tankerje z energenti proti obali Omana. Iranci so ta memorandum razumeli tako, da imajo nadzor nad Hormuško ožino in da bodo milijarde dolarjev pritekale v njihove baterijske družbe. In zdaj predsednik Trump pravi, da bo, veste, to znova nadzoroval nocoj in na to zaračunal, dobil povračilo, 20%, nekaj takega. Kaj si o tem mislite z diplomatskega vidika? Torej, kar Iranci očitno poskušajo doseči, je, da želijo imeti trajen sistem, kjer lahko pobirajo pristojbine v ožinah. Nekaj, česar pred vojno niso imeli. In to potrebujejo predvsem zato, ker si želijo te moči. To jim daje pravico, da jo zaprejo kadarkoli želijo, in to jim prinaša še eno gospodarsko korist. Ker vsi pravijo, veste, njihove dobave nafte. Nafta ni nekaj, kar lahko zagotoviš. To, da ohranjanje nadzora nad ožinami je zanje dobro, in mislim, da predsednik Trump dela prav, ko pravi, ne bomo sprejeli spremembe obstoječega stanja. In zdaj je napovedal, da bodo blokirali iranske pristanišča do nadaljnjega. Hkrati pa pravi, da bodo Združene države omogočile odprtje vseh pristanišč na drugi strani zaliva. Tako bodo Emirati, Bahrajnci, Saudijci, Katarci in Kuvajčani lahko vsi poslali svoje ladje ven. To je ameriški načrt. Očitno gre za igro na robu, kot pravi Jakov, vendar ni dvoma, da je za predsednika Trumpa zelo težko popustiti glede tega, ker je bil tako neposreden. In mislim, da je povsem mogoče, da bi se takšna spopad nizke intenzivnosti lahko nadaljevala s to hitrostjo vse do novembrskih volitev. Cene nafte le gredo v nebo, za Trumpa je to vzdržno tako, kot je. In po novembru pa bo še vse odprto. Lahko stopnjuje, če se tako odloči. Lahko stopnjuje in napade Teheran. Trenutno smo v nekakšnem omejenem položaju po teh umestnih volitvah. Trenutno smo v nekakšnem omejenem spopadu, kjer obstajajo določena pravila igre. Američani ne napadajo Teherana, ampak so tarče okoli zaliva in podobno. Lahko stopnjuje, kadar se za to odloči, in morda bo to po novembru.